Pred podjetjem je na polovici droga obešena črna zastava, na okenski polici gori sveča. Kot je za našo televizijo dejal predsednik sindikata SKEI v Inkosu Vojko Kos, so za informacijo o stečaju izvedeli od pomočnice stečajnega upravitelja. Ja, pač razlaga je, zakaj je šel Inkos v stečaj zaradi insolventnosti podjetja, kjer pač ni več prilivov, ker ni pač, pozna se tudi, da ni več samih naročil. V zadnjih letih je imelo podjetje boljša in slabša obdobja. V zadnjem času je šlo vse še navzdol, je povedal Kos in dodal, da jih januarja čaka Zavod za zaposlovanje. Kar pa to sigurno ni prijetno, ne. Že tako so slabe plače bile, zdaj pa še tale borza, bo problem finančni in socialni siguren za cel kraj in celo Mirensko dolino, ne. Začetki kovinarstva v Krmelju segajo v leto 1962, ko je bil po zaprtju rudnika rjavega premoga ustanovljen obrat Metalne, ki se je leta 1991 preoblikoval v družbo Tovarna konstrukcij in naprav. Po 2 letih je šla v stečaj z namenom ohranitve dela proizvodnje, pa je bila ustanovljena nova družba Inkos. A žal se tudi njena zgodba po 27 letih končuje. Ja, iskreno lahko rečem, da je ta informacija o stečaju podjetja Inkos, ki bi navsezadnje imelo že skoraj, ne to podjetje, pa vendar na tem mestu že 60 let nekega skoraj, lahko rečemo, neprekinjenega delovanja, izjemno negativno konotacijo, tako da si dejansko še nismo pomogli od tega začetnega šoka. Približno 70% delavcev, ki so ostali brez dela, je starih okrog 50 let ali več, ki bodo težko dobili novo zaposlitev, je opozoril Kos. Kar nekaj jih je tu delalo vso delovno dobo. Kot pravi prvi sindikalist, so plačo za oktober dobili, za november še ne. Prikrajšani smo tudi bili za regres. Bil je splačan samo v deležu 100 evrov. Je pa tudi še dolžan plačati prispevke za nazaj, kar tudi ni poravnal, ker ga pač zakonsko imajo v zakonu določene dni, 90 dni, da lahko to plačajo. Inkos je imel sicer po podatkih Ajpesa lani skoraj 5,7 milijona evrov prihodkov in nekaj več kot 600 tisočakov izgube. Za dodatna pojasnila smo se obrnili tudi na vodstvo podjetja, vendar nam jih do zaključka redakcije ni uspelo dobiti. Iz sevniške občine pa so sporočili, da si želijo ugodne rešitve za zaposlene in čimprejšnje rešitve zdravega jedra podjetja v stečajnem postopku ter vzpostavitve nove proizvodnje v industrijskem kompleksu.